vsi skupaj. Vidva prihajava iz mednarodne družbe Leitner in Leitner, ki pokriva te dve državi, se pravi Slovenijo in Avstrijo, o katerih je danes govora. Navezala se bova na temo najnega kolija gospoda Piceja in jo nadaljevala z vsebino strukture, v kateri je smiselno poslovati čez mejo, se pravi z vidika slovenskega investitorja poslovanja v Avstriji. Naše izkušnje so že dolgoletne na tem področju in želimo deliti z vami. Moj kolega Gregor Zorman je naše gore list, je doštudiral tudi v Sloveniji, vendar je potem študij nadaljeval v Avstriji in zdaj živi in dela na Dunaju, tako da je avstrijski davčni svetovalec in bo seveda avstrijski pravni red predstavil. Jaz mu bom dala kar besedo, jaz se bom vključevala zgolj, kadar bo treba z vidika slovenske situacije kakšno stvar pojasnim, sicer pa predam besedo kolegu Gregorju. Hvala. Hvala, Karmen. Ja, kot je omenjen, prihajam, sem Slovenec, sem od leta 2004 v Avstriji, zato sem mi všeč avstrijski davki, kot sem nižji davki, kot bomo bili. Sicer namen te predstavitve je malo predstaviti, kaj to pomeni za delavce, če grejo delati v Avstrijo, kako se bo to finančno v njihovem žepu pozna, oziroma za podjetja, kakšne finančne posledice to bo za podjetja pomenili in kje možnosti obstajajo, da se bi tukaj mogoče kaj šparati. Zdaj, ne vem, če imamo še drugo kakšne izkušnje z davčno upravo, že kakšne v Avstriji, kakšne, ne vem, kot fizična oseba, kot podjetje, ste že v stiku ali še premišljujete, če bi sploh šli v Avstrijo? Predvijem, da bolj na začetku še. Če so kakšno vprašanje vmes, prosim, kar prekinite, pa poskušam tako odgovoriti, če ne bo možno tako, pa v naslednjih dneh se javim. Tako da, jaz kar začel. Tole bo približno vsebina. Gospod Pice je še htel predstavil za te registracije, tako da bi jaz to kar preskočil. Druga točka bo bolj primerjava, davčne obremenitve, kako se to odraža pri delavcih kot pri podjetjih. Potem malo financiranje, kako lahko projekte financirate, mogoče da se tudi mogoče kakšen evro špara. Pa mogoče da če slišal zahodne družbe, veliko se govori o davčnih oazah, ni davkov. Ja, to malo pisal, kako je to mogoče v Avstriji možno zaraditi. Te registracije, gospod Pice že lepo predstavil, katero grafti so tukaj, imate samo mogoče na eni strani še enkrat povzeti. Katero grafti so, poročila. Mogoče bi tukaj samo omenil naše izkušnje v praksi, če boste mogoče pozabili, se pravočasno prijaviti kot davčni zavezanc, ker rečeno obstaja rok enega meseca, katerem mora vsak davčni zavezanc davčni upravi sporočiti vse okoličine, ki so pomembne za davčenje. V Avstriji ne bo tako tragično. Recimo, če boste vložili za leto 2008 zahtevek za vračilo kakšnega avstrijskega davka, pa bo davčna rekla, žal ne dobite tega davka nazaj, zato ker ste upravljali določeno dejavnost v Avstriji in bi se mogli registrirati. Ne bo to problem, zato ker je možno tudi se nazaj naknadno, recimo za leto 2011 registrirati, vložiti prošnjo za registracijo in potem vložiti davčno napoved in potem tudi dobite vstopne davke nazaj. To je to, če imate še kakšno vprašanje te registracije, tukaj davčna uprava v Gradcu vedno pristojna za tujce, tuje davčne zavezance. Tukaj še mogoče za fizične osebe, pa pravne osebe, za dohodnino, pa za davko dohodka pravnih oseb. V Avstriji je poleg davčne številke za DDV še ena davčna številka za prav namene za dohodnino, pa za davko dohodka pravnih oseb. Ta davčna številka je različna od DDV številke. Poleg tega pa, recimo, jaz sem bil najprej v Lincu, pa sem se pa na Dunaj preselil, sem imel v Lincu eno davčno številko, pa na Dunaju sem se preselil spet drugo davčno številko. Tako da davčna številka se lahko spremine. Tukaj bolj številka za socialno zavarovanje ostaja vedno enaka. Tukaj to čisto kratko, kje rasti so. Tudi odvisno, kaj upravljate
glede pristojnosti, kjer v davčni urad je pristojen, da se odvisno, kaj upravljate dejansko v Avstriji. Tako. Zdaj pa je samo malo mogoče predstavo na začetku. Kakšne finančne posledice ima to za nekoga, recimo delavca, če dela v Avstriji, koliko bo davčen, kje bo mogel kaj plačati, pa samo v Avstriji, samo v Sloveniji, časem poznajo se, da to je en pomemben element, kada se mogoče bo odloča, bo šel gledati v Avstrijo, ne. Tako da za fizične osebe, tako kot v Sloveniji, dohodnina, stopna 50%, vsak reče 50%, Slovenija 41%, to je pol resnice, ne? Ker vprašanje tudi od česa se odmer teh 50%. Ne? Zdaj, če pogledamo samo primerjavo med Slovenijo in Avstrijo, stopna na levi strani je Avstrija 0% do 11 tisoč evrov, 36,5% na razliko do 25 tisoč evrov, 43% do 60 tisoč evrov, pa 50% stopna šele od 60 tisoč evrov naprej. Ne? Če pogledamo Slovenijo, smo že v 15 tisoč evrih, 41%, kar zelo hitro, tako da če ima nekdo plače, sem primer 15 tisoč evrov bo v Avstriji plačal samo 36% od 4 tisoč evrov, se pravi, razlike med 11 od 15, v Sloveniji bo pa precej več plačal. Jaz sem tukaj pa eno primerjavo, recimo, nekoga, ki dela v Avstriji, pa ima bruto plačo 25 tisoč, 50 tisoč, 70 tisoč, 100 tisoč evrov, lahko vidite, kaj nekto vam pride. V Avstriji precej več, tako za en razlog, da sem v Avstriji skoro videli. Mogoče tukaj samo omeniti, da razlika nastane tudi zaradi socialnih prispevkov. V Avstriji so prispevki, podobno kot v Sloveniji za plačati, ampak razlika, bistvena razlika je, da socialni prispevki ne plačajo od, da je osnova za socialne prispevke omejena. Se pravi, od 800 evrov je maksimalna osnova za plačevanje socialnih prispevkov. Če bom do 100 tisoč evrov zaslužil, poplačal so socialne prispevke samo od 58 evrov in ne več. Tako da, če bi šli tukaj naprej, še naprej bruto plačal veljati po 200 tisoč ali 200 tisoč, je razlika verjetno še večja nastala med davčnim primerom v Avstriji, v Sloveniji. Zdaj, mogoče samo nekoga vprašanje, kako se to doseže, pa bomo povedali na primeru, pač bom poskušal pokazati. Je to res potem pomen za nekoga, za enega delavca, ki preprosto dela, da bo plačal samo dal po tej nižji stopni, a bo tudi Slovenija pravno takšni in tako primeru prišel. Pravne osebe, podobno kot v Sloveniji, davek na dohodnino, davek na dohodek pravnih oseb, zavezanci so tako kot v Sloveniji, DOO-ji, DD-ji. Osebne družbe niso, to je razlika med Slovenijo, kar imamo potem na primerih, mogoče se da tukaj kakšno strukturo na tem, da bi se malo prešpala. Osebne družbe niso tako davčne kot v Sloveniji, ampak so družbeniki, ki so ustanovili družbeni davčni za dohodek te osebne družbe. Če se imenuje to princip transparentnosti. Stopna 25%, više kot v Sloveniji, 20. Ni tako, kot pri fizičnih osebah. V bistvu tudi to, da je minimalna davčna obveznost. To velja samo za rezidente Avstrije. Kar pomeni, tudi če ima podjetje na izgubo, tudi če ne dosega pozitivnih rezultatov, mora plačati določen davek, to za DOO je za 750 evrov. Ampak ta davek ni izgubljen. To je kot en kredit,
v naslednjih letih, ko bo pač ustvaril dobiček, se mu bo ta minimalni davek uštev in se mu bo odbil tisti dejanske davčne davke, ki ga bo pa kasneje moral plačati. Ja, kot gospod Vice že omenil, rok za vložitev napovedi 15 mesecev, oziroma je običajno junij, če se elektronsko prek davčnega svetovalca, če davčni svetovalec zastopa družbo, se ta rok podaljša, to je enega leta. To je samo za tukaj primer za osebno družbo. Se pravi, imamo od spodaj družba, osebna družba, dva družbenika, ena DOO, pa ena fizična oseba. Transparentnost pomeni to, da pač osebna družba ne bo davčena, ampak bo fizična oseba, tako kot, naprimer, samostojni podjetnik davčen. Dobiček se bo zaračunal, koliko se mu ga pripiše, pa bo davčen. DOO je prav tako. Izračunal se bo določen dobiček, procent, če se ba 5,5 udeležena, se bo DOO to pripisno in davčen. Kamen, kako je v Sloveniji z odločitvijo osebnih družb? Ja, osebne družbe v Sloveniji so netransparentno obdavčene na nivoju pravne osebe, se pravi za dobiček, ki ga osebna družba doseže, komanditna družba, na primer, ali pa družba z neomejeno odgovornostjo, je to, se ga obdavči normalno z 20% stopnjo davka dohodka pravnih oseb in potem se izplačila tega dobička družbenikom obdavči za dohodnino povsem enako kot pa za ostale kapitalske družbe, kot je družba z omejeno odgovornostjo ali PD. Se pravi, ta netransparentni način se razlikuje od avstrijske ureditve na ta način, da nam ni razumljiv, ker vse pravne osebe enako obdavčujemo, oni pa ne. In skozi to bo zanimivo, če se bo dalo najti kakšno optimiranje, ki bi bilo zakonito. Tukaj še ne primerjava, če imamo eno DOO, to je GmbH v Avstriji, pa če imamo osebno družbo, če tako dobiček obe družbi stvata za 100, mislim, da bo pri DOO najprej davek dohodek pravnih oseb 25% odbit, da ima 75% neto dobička, ga izplača, bo spet davek po odbitku, 25% na koncu dobit, celotno davčno breme 43,75%. Pri osebnih družbah, pri OG, je dobiček 100, ne bo obdavčen na osebni družbi, ampak se bo pripisal pač fizični osebi, in fizična oseba ima stopno 50% in se bo tako obdavčen. Stopno davčno breme. Tako zelo nasplošno rečeno, zato ker je pri 50%, vse so tukaj počne vršene. Zdaj tukaj bi morda samo za slovensko stran dodala obdavčitev ene družbe z omejeno odgovornostjo ali ene komanditne družbe, se pravi osebne, ima končno obdavčitev do nivoja družbenika 36%, se pravi 20% davka od dohodka pravnih oseb, potem pa tistih 80 enot, še 20% dohodnine za izplačilo, kar znese celotno davčno breme 36, kar je v tem primeru 1,0, oziroma 1,1. Če gremo kar na en primer, Kačorniš. Ne vem, če se biti prebrati, no bom kako poskušal razložiti. Predstavljamo, da gre en delavc na preletišče, oziroma gre delati v Avstrijo. Oziroma, tudi lahko fizična oseba gre delati v Avstrijo. In ta oseba bo v Avstriji omejeno davčna za dohodek, ki ga prejema v Avstriji. Davčna stopnja bo 50%. Smo rekli, to je 50% veliko slabosti, ker je davčna osnova 50% dejansko odmeri nižja od slovenske. Omenili smo tudi, že mislim, da je omenjen sporazum med Avstrijo in Slovenijo. To je davčni sporazum, ki določa
v takih čezmejnih primerih, kjer država ima zdaj pravico obdavčiti. Predstavljate si, da gremo tudi gledati v Avstrijo, pa Avstrija obdavča še Slovenija, Avstrija najprej 50%, pa še Slovenija 41%, pa še prispevke za to, na koncu mogo še sam plačati, če že pa, kaj da bi še kaj dobil. To, da so z tega naslova tudi sporazumi, ki določa, da naprej do takih tvojnih odločitev, da se države zmenili dokaj, da smejo obdavčati v takih primerih. In z avstrijske smeri, za Avstrije in sporazum določa, da Avstrija v določenih primerih, teh 183 dni, smejo obdavčati ta dohodek. Pomeni tudi to, v teh 183 dneh, če ima avstrijsko podjetje, slovensko podjetje v Avstriji in gradbišče dlje kot 1 leto in pošlje na to gradbišče najprej določene delavce, pa potem proti koncu zamenja delavce, pa spet nekoga pošlje samo za 2 meseca. Tudi če ne bo na koncu ta delavc, ki bo samo 2 meseca na tem gradbišču, ki ustvarjamo poslovno noto za davčne namene v Avstriji, tudi če ne bo v teh 130 dni prekoračil po zavezan za davek v Avstriji. In sicer zaradi tega naslova, ker bo imel delodajalec, slovenski delodajalec v Avstriji poslovno noto, ki jo ustvari to gradbišče. Mogoče poznate, kaj je to mišljena poslovna nota? Kaj je to gradbišče, kdaj se to ustvari? Mogoče že kdaj se sreča s tem pojmom. Poslovna nota. Poslovna nota je davčen pojem. Sicer ni nikjer uzakoniti to kot družba, kot podružnica, lahko tudi podružnica. Ampak gre za davčen pojem, ki enostavno pove, če je nek tujec prisoten na določenem ozemlju, recimo v Avstriji, prisoten lahko ima neko podružnico, ali lahko ustanovljeno hotelsko sobo, ali bo imel gradbišče, ali bo imel samo eno pisarno. In če je prisoten na tem, pa ustvarja določene dobičke, dlje kot 6 mesecev običajno, oziroma za gradbišče 12 mesecev, se bo ta gradbišče, ta pisarna, ta hotelska soba štela kot poslovna enota za davčne namene, kar pomeni, da bo ves dobiček, ki se pripiše tej poslovni enoti, obdavčen v tem tisti državi. Ena stvar je mora važna, da če imate vi eno zemljišče in tam skladujete svoje za gradbišča in mora samo kratkoročno na enem gradbišču delate in imate pa to zemljišče, potem je to gradbišče, tudi če niso delavci in če ne delujete, v bistvu že poslovna enota in pri nas je v bistvu zelo nevarno, da davčna uprava reče, da vi ste samo mesec delali, ampak ja imate to zemljišče, ko shranjujete zaloge, stroje, to že zadostuje, da imate stalno enoto. Ali, če imate naprimer potnika, ko je Avstrijec, ko za vas poda stvari, rihta posle in on ima tu sedež, potem lahko davčna uprava tudi reče, v bistvu to je stalni zastopnik podjetja in to že zadostuje, da je to v bistvu stalna enota in neomejena obdavčitev. In seveda imate tudi upoštevati pri neomejeni davčni zaveznosti, da davčna uprava vedno gleda, kje imate vi vaš dom, kje stanuje vaša družina, kje grejo otroci v šolo. In v bistvu ni tako enostavno, da enostavno rečeš, bom pa v Avstriji ali neomejen obdavčljiv, temveč v bistvu bi nam zelo natančno preverijo, kje ima nekdo res stalno bivališče, kje ima svoj dom in v bistvu to je prvi aspekt za obdavčenje.
Če gremo nazaj k našim primerom, ta delavc, ki bo v Avstriji delal, lahko, ne samo da napostanovati, lahko se tudi zaposli pri eni povezani družbi, nekaj Nadja, recimo Pol, ali Strava, te ogromne koncerne, recimo, če se bo zaposlil pri industrijskem delodajalcu, bo zavezan za plačilo. In kot smo videli tukaj, bi bila, recimo, da bi dobil 50 000 evrov plače. Davčna osnova, odločitev nižja kot v Sloveniji, pri čemer treba tudi povedati, da omejeno zavezane fizične osebe, ki so samo omejeno davčno zavezane v Avstriji, nima določenih olajšav, tako da bi tukaj lahko še namečna razlika nastala, ampak načeloma bi bila davčna obremenitev manjša kot v Sloveniji. Ampak kaj to pomeni slovenskega vidika? Mogoče kaj mi ti poveš, kaj bi se v Sloveniji zgodil, če bi en Slovenc šel v Avstrijo delati, pa bi bil tam obdavčen? Ali Slovenija tudi obdavčila? Ja, Slovenija seveda se ne bi odrekla. Obdavčenje sicer v konvenciji med Avstrijo in Slovenijo imamo v Sloveniji dogovorjeno kreditno metodo, to pomeni, da bi Slovenija vzela v osnovo tudi v Avstriji obdavčen dohodek, bi upoštevala že v Avstriji plačan davek, če bi bil ta večji, seveda ne bi povrnila, ne bi bilo dodatnega obračuna, če pa je dohodnina v Sloveniji višja, kar je običajno v praksi primer, je pa treba potem v Sloveniji doplačati. Obstajajo kakšne za take delavce, recimo, če se določi imajo kakšne pogodnosti, kakšne slovenske davčnega vidika, kakšne zašave? Ja, veliko je bilo govora medijih, ker se je začelo obdavčevati te migrante, ki hodijo čez mejo vsak dan na delo in veliko je bilo revolta in zato je prišlo do nespremembe v zakonu o dohodnini, da migranti lahko uveljavljajo dodatno olajšavo pri napovedi dohodnine letne v višini 7 000 evrov. Če si to želi biti samo v Avstriji obdavčen, kot je klice, to je ne gre tako enostavno. Dejansko je treba pogledati, kje je ta fizična oseba dejansko, kje je doma, kje ima družino, kje ima kontakte, kje ima stanovanje, vsebinsko se pogleda, kje je tista oseba dejansko vpliva. Recimo, jaz sem Slovenc, imam slovensko državljanstvo, sem v 2004 skozi v Sloveniji, ampak let 2004 še ni bilo tako problem, ker Slovenija obdavčila samo dohodek, ki je prisplačen slovenskih delodajalcev, ampak kasneje so to razširili tudi na dohodek, ki ga recimo Slovenc prejme od enega drugega delodajalca. To sem se pa še poročil, da imam res te sedež, to ni bil edini razlog. Ampak dejansko je treba pogledati, kje je družina, kje tista oseba dejansko vpliva. Če grem delavc delati na gradbišče, pa ima družino še vedno v Sloveniji, bo Slovenija še naprej vplačevala. Če bo prišla še družina, pa bodo šli otroci tam v šole v Avstriji, pa recimo partner se tudi zaposli tam v kakšni firmi, se lahko že argumentira, ja, ta fizična oseba ni več rezident Slovenije in zato da Slovenija se več obdavča. Potem pa začisteno ena možnost, kako bi se dali, recimo, izobno temu, da bi Slovenija še toliko veliko obdavčila, temi 41%. Smo rekli, osebna družba je z avstrijskega vidika transparentna. Če ena fizična oseba, oziroma možda decaj dve, stavite na osebno družbo v Avstriji, bo v Avstriji spet se to šteje kot poslovna nota v Avstriji in bo obdavčeno s 50%. Tako kot, načelno tako kot en delavc tudi, če gre samo kot fizična oseba v Avstrijo. Kaj bo bilo
se pravi, Avstrija z avstrijskega vidika, ta osebna družba ne obstaja, ampak pogleda bolj ta družbeni položaj, je bila fizična oseba, pa tega to fizično osebo obdavči. In na podlagi sporazuma ima tudi Avstrija določeni pogoj pravico to obdavčati. Kaj je bilo v Sloveniji, kaj bo če več? Slovenija bi postopala spet v tem smislu, da bi promovala dohodke iz te posebne družbe iz Avstrije kot dividende, ker jo tretira kot pravno osebo in bi v osnovi naložila plačilo dohodnine od dividend 20%, pri čemer bi upoštevala v Avstriji plačan davek. V tem primeru ne bi verjetno prišlo do doplačila, ker je v Avstriji višji. Se pravi, te oblike ne bi bila. Tako, recimo, če mogoče kakšen podjetnik, kakšen samostojni podjetnik želi v Avstriji delati tudi ena opcija prek ene DOO-ja, se pravi, v Avstriji sloni en DOO, kar pomeni, da bo ta DOO v Avstriji, GmbH v Avstriji davčen za 25% in pri plačilu dobička bo Avstrija odtegnila še 15% davka pri odbitku. In v Sloveniji bo ta fizična oseba? V Sloveniji bo ta fizična oseba obdavčena za dividende, ja, po stopnji 20%. Ja, po 15% odtegnega davka bo verjetno kot kredit, tako da bo v Sloveniji zmenil 5% obdavčena. Celotno davčno breme je tukaj po 40%. To pa recimo tudi primerjava, kaj če je ena pravna oseba, spet želi delati en projekt v Avstriji, ustanovili za hčerinsko družbo ali poslovno enoto. Tukaj samo primerjava, recimo, če ustanovi tako fizično osebi, če ustanovi ta družba v Avstriji, slovenska družba, eno hčerinsko v Avstriji, bo spet ta GmbH 25% davka po odbitku plačala, davka na dohodek pravnih oseb plačala. Pri izplačilu dobička ne bo nobene odločitve. To je ena evropska direktiva, Parents Directive, ki pomeni, da od izplačil dobička iz hčerinske družbe so določeni pogoji, kot se rečeno vedno spomnim, ne smejo davčati več. In v Sloveniji bodo ta izplačane dobiček izuzete. Bodo te dividende. Tako da ostane pač ta avstrijski davek dobička. Če pa so tudi variante, da se v Avstriji temu davku dobička izognemo, potem lahko na nivoju družbe, ko se ta dobiček prenese v Slovenijo, dosežemo obdavčitev nič. To bo potem tudi verjetno prikazano, dokler smo pa slovenski rezidenti, ko nam denar sede na račun, se pa ne moramo izogniti plačila dohodnine slovenske. Se pravi, v takem primeru teh 20% za dividende. Imamo spet primer s poslovno enoto, to je gradbišče, ko smo že večkrat pomenili. Gradbišče, ki traja vsaj 12 mesecev. Razlika med odločitvene poslovne enote pa med eno GmbH ni. Iz praktičnih razlogov mogoče, če je nameran, da bo ta slovensko podjetje dlje časa prisotno na avstrijskem trgu, je mogoče smiselno, če se iz praktičnih razlogov ustanoviti eno GmbH, zato pri poslovni enoti, je zmeraj vprašanje, koliko pa kaj točno se lahko zdaj pripiše tej poslovni enoti. Zato pri poslovni enoti, ja, to lahko podružnica, to ni tak. Ni samostojen pravni subjekt, tako da v praksi to smo tudi svetujemo, da se raš zaradi tega, da se jasno razmeji, kaj bo v Sloveniji, pa kaj bo v Avstriji, kakšne se ustanovili, ostalo še ne družbo, avstrijsko družbo za računalnost. Zdaj smo rekli v teh dveh primerih. V prvem primeru, ko imamo ko je na slovensko podjetje ustanovljeno eno hčerinsko družbo v Avstriji, pa drugi primer, ko slovensko podjetje posluje prek poslovne enote, skoraj da ni večjih razlik. Ampak kaj bi se dalo narediti, recimo, da
ker davčna stopnja je v Avstriji 25%, v Sloveniji 20%. Kaj bi se dali narediti? Mogoče se s financiranjem tukaj da narediti. Recimo, vemo, da se da to avstrijsko družbo financirati s posojilom ali pa z osnovnim kapitalom. Z davčnega vidika bistvena razlika je, da če da ena slovenska družba, avstrijski na posojilo, bodo te obresti v Avstriji davčno odbitne, se pravi, bodo zmanjševale davčno osnovo v Avstriji in povečevale davčno osnovo v Sloveniji, kar je boljš, zato ker na davčno osnovo v Sloveniji bo samo 20%, na davčno osnovo v Avstriji bo 25%. Tako da je bolj, da imamo manjšo davčno osnovo v Avstriji, pa večjo v Sloveniji. Tukaj je treba tudi določene omejitve paziti, recimo, da v Avstriji bo kapital, ki ga vložimo v družbo obdavčen z 1%, kar se sliši, je veliko, ampak se da tudi temu davku izogniti. V praksi se tako da recimo rečena družba v mesti se da v bistvu davku tako izogniti na določen način, da se strukturira pravilno ta vložitev kapitala. Če damo posojilo, je bilo do nedavnega tudi posojilo obdavčeno, sam dokument. To je na zelo star zakon v Avstriji. Če naredimo eno pogodbo, posojilno pogodbo, podpišemo, pa ta pogodba pride fizično v Avstrijo, je v določenih pogojih to posojilo spet podvrženo en davku, ki se reče Gebühren, in ta znaša pri posojilih 0,8%, ampak to je bilo zdaj z 1.1.2011 vzdelavljeno. Še en argument za to, da se posojilo na prednosti. Tukaj bi samo pododala, zaradi teh dajatev se je izogibalo plačilo te dajatve od prevodb za posojilo, to sem jaz slovenske strani opazila, na tak način, da so mi sklepali pogodbe, ampak se je dalo neke vrste ponudbo in je potem druga stran to ponudbo na nek način sprejela in je bilo to pravno zavezujoče, ni pa ustrezalo standardu, da bi bilo obdavčeno. Potem smo mi na Banki Sloveniji morali strogo vsa posojila prijavljati, se še zdaj treba kakšna, ampak takrat je bilo treba pa ostane. In potem so rekli, a je to posojilo? Ja, seveda je posojilo. Ja, kje pa je posojilna pogodba? Ja, pogodbe pa ni. In to je bilo v Sloveniji nepredstavljivo, v tem času. Oziroma se tudi tako narediti pogodbo, ponudbo, pa se pa dala ena klauzula od spodaj, pa recimo ena družba dala ponudbo, pa podpisala od spodaj, dajmo vam posojilo v višini po teh pogojih. Če se s to ponudbo strinjate in jo želite sprejeti, nam prosim nakažite nekaj sporočite ali pa nakažite določeno znesek in s tem konkludentnim dejanjem bi bila pogodba potem sklenjena. Za sam davek na tem je bilo pomembno, da sta se obe stranki tudi pisali načeloma od spodaj pod pogodbo. Pa so še določene izjeme, če je posojilo dal en družbenik svoje družbi, je bilo tudi brez pogodbe že ta davek. Ampak to se pa tako izognil, da ni dal družbenik direktno posojilo, pa ki je dal, recimo, če si predstavljate eno družbo, imamo pa hčerinsko družbo spodaj, pa ta hčerinsko družbo ima še eno hčerinsko družbo. Pa da pa imate te drugi hčerinski družbi posojilo in se s tem izognil. To ni več tema zdaj, ker sem se to ukinil. Kaj pa tih posojilih še pomembno? Oziroma, kaj je še interesantno? Tukaj čist primer, recimo, to, kar sem že omenil, obresti bodo davčno odbitne v Avstriji, v Sloveniji bodo povečevale, kar je seveda boljš, zato ker v Sloveniji davčna stopnja 20% nižja. Kaj pa še posojilih možno? Pravzaprav se govori teh hibridnih instrumentih, potem ima Slovenija svoj davčni sistem, Avstrija ima svoj davčni sistem, oba Francija ima tudi svoje definicije
sama definira, kdaj se šteje posojilo za posojilo, pa kdaj se šteje za kapital. In pri teh razlikah se da dostkrat tako strukturirati posojilo, da se še malo boljši večini doseže. Tako da recimo posojilo, da bo v Avstriji posojilo kot posojilo, kar pomeni, da bodo obresti na to posojilo zmanjševali davčno osnovo. V Sloveniji bo pa to posojilo kot kapital, ne pa kot posojilo definirano. Zato, ker ima Slovenija pač svoje definicije. Kaj to pomeni? Da tiste obresti, ki prihajajo z Avstrije, bodo enako tretirane kot dividende. Za dividende pa vemo, oziroma za počel dobička pa vemo, da ni obdavčen v Sloveniji. Da bo lahko bilo v Avstriji neobdavčen, v Sloveniji pa tudi neobdavčen, zato pač različne kvalifikacije točnih instrumentov. Potem mogoče na te holdinge, če ste mogoče taj slišali, da holding ustanavlja. Veliko se govori o zemlji na Nizozemsko, Luksemburg, Cipr, Avstrija ima točen povoljen sistem, točitve za holdinge, s tem pa ni tako v davčni upravi verjetno ne bo tako pozornosti zbuja kot en holding na Deviških otokih, pri davčni oazi. Kaj pa zapravo, o čem se to zapravo gre pri holdingu? Holding ni nič drugega, kot je čisto normalna družba, DOO. Ni nobenega posebnega režima za ta holding. Gre samo za to, da ta holding, na avstrijski davčni sistem, je zelo ugoden sistem za odločitev dividend, pa dobičkov, ki jih ta holding doseže s prodajo, recimo za prejemanje dividend iz ščevinskih družb, ali pa s prodajo ščevinskih družb. In sicer take dohodki načeloma v Avstriji ne bodo obdavčeni pod določenimi pogoji. Načeloma se tukaj lahko pri treh takih pisanih pozitivnih elementih teh holdingov. Ni prevelik tank kapitalizacija pomeni v naslednji poslovnici. Ta kapitalizacija pomeni, da nekdo ta učink posojila, kako sem ga razlagal, tako maksimalno želi izkoristiti, da reče, pa damo pa samo 10.000 evrov kapitala, pa 3 milijone evrov posojila. To šel naprej, zato ker v taki ekstremni obliki, zato ker so pač določbe, da mora biti taka družba ustrezno kapitalsko financirana, da posojilo ne sme biti previsoko. V Sloveniji je to eno razmerje določeno. Ja, zdaj po takovih določbah je še trenutno ena proti 5. Končno bo pa od 2012 pa 1:4, se pravi 1 enota kapitala za 4 enote posojila. Pri posojilo od 4-kratnika kapitala bodo obresti od takega posojila v Sloveniji priznane kot strošek, če gre za posojilo družbenika. Razen, če uspe zavezanec dokazati, da je posojilo sicer presega ta večkratnik, ampak bi ga lahko zavezanec dobil tudi od ene tretje osebe, ki ni povezana v enaki višini. V Avstriji takih strikih določb 1:4 ali 1:5 obstajajo bolj fleksibilno, ko se gledati tisto dejansko ekonomsko vsebino razmeri, ko se da tukaj tudi malo več določenih ali več poslužili, če obstava za to strezni argumenti ekonomski. Ni CFC pravil, kaj to pomeni CFC, Control Foreign Companies. To je, da nekatere države imajo velik pravni oseb želi maksimirati oziroma znižati svojo davčno breme, tako da ustanovijo družbo na kakšnih Deviških otokih ali pa na kakšni davčni oazi in potem vse posle upravlja
te hčerinske družbe v tej nizko obdavčeni jurisdikciji. Veliko držav ima taka pravila, da enostavno v takem primeru, ki je tako očitno, da je to samo z davčnega namena narejen, samo za tega, da se prešpara davke in tudi ta družba tuja nima nobene osebine, sploh nima nobenih ljudi, mogoče se pele eno družbeni tja malo na dopust, pa preživi tam par mesecev na sončku, več pa doslovni osebine nima. Taka pravila določila, da se enostavno ta dobiček konsolidira slovensko družbo in se s tem obdavčki s ta dobiček, ki bo se tam davčen. No, v Sloveniji tudi imamo teh CFC, ne? Ja. Ampak to se teh... Imajo pa kakšne države? Ja. Ker ima problem, so imeli problem s takimi strukturami. No, kot sem že omenil, prednost teh holdingov je, pač, da so dividende izvzete, če se prejme, če vse dividende dobičke, ki jih prejema, so izvzete. To mislim, tudi v Sloveniji, da so dividende izvzete. Kaj je razlika med Slovenijo? Da če ta holding proda svojo hčerinsko družbo, ustvarjen ogromno kapitalski dobiček, bo ta dobiček tudi pod določenim pogojem, če vsaj 10% deležba, pa eno leto ta deležba treba spet ne bo obdavčen v Avstriji. V Sloveniji je to za kapitalske dobičke kar ne tudi. Je izvzem vendar samo 50% doseženega kapitalskega dobička tudi pod določenimi pogoji, imamo 8% pa 6 mesecev, je treba imeti to udeležbo, preden se jo proda, pa še potem dodatno 5% se dvigne davčno osnovo iz naslova pavšalno določenih nepriznanih stroškov. Se pravi 55% udeležbo odločitev tako. V Avstriji pa 100%. Ja, še primer, recimo, če imate slovenska družba, ki ima hčerinske družbe, kot že rečem, dividende v Sloveniji so izvzete na ravni DOO-je, to je družba mati. Kapitalske dobički, če se to pomeni, da DOO proda hčerinsko družbo ABC, so izvzeti do 50%, kot je kaj namenila, pa obresti od financiranja, če nekdo vzame, če DOO vzame kredit za to, da kupe eno hčerinsko družbo, te obresti ne bodo davčno priznani odhodek, kot smo na DOO. Če damo tukaj recimo Avstrijo vmes, imamo določene prednosti, zato ker na Avstriji, recimo v Avstriji bo pa dividende so isto, dividende bodo tako vzete, kapitalski dobiček na ravni GmbH bo celoti izvzet, ne samo 50%, pa obresti bodo tudi davčno priznane, če bodo tukaj določene omejitve, ampak načeloma so obresti tudi davčno priznane odhodek. Potem pa naprej izplačilo, recimo, če so ta ABC, to če bodo ki ima ogromno dobička, pa kapitalski dobiček res tako velik, da se ga enostavno potem, ki se ustvari potem pri prodaji na ravni GmbH, da se ga naprej splača DOO, tudi ni potem davčnost, tukaj imamo to direktivo Evropske unije, ki reče, da se izplačilo med avstrijske družbe v Slovenijo smeri tudi davčno v Avstriji, v Sloveniji družbe pa izvzeti. To recimo za kakšne projektne družbe, ki se recimo kredira nekakšen poslop, kakšno zgradbo, da se pričakuje, da bo ta družba, vrednost te družbe narasla močno. Se lahko tako malo strukturira, da se pošpada. Tudi recimo, če so obstoječe, če že obstaja ta DOO, pa že ima ta te deležbe, se da tudi davčno neutralno, zdaj to prenesti v Avstrijo, tako da nobeni davki ne bodo zapadli. A je tudi v takem primeru, da se da predstavljati, če ima firma določeno premoženje, ki ga vrednoti pravilno po računovodskih standardih po nabavni vrednosti, njegova tržna vrednost se je zelo dvignila, če najde v Sloveniji način, da firmo razdeli ali razdeli na nekaj takega, kar je davčno neutralno po računovodskih vrednostih,
in potem tisti del lastništva na tisti firmi, ki ima te skrite rezerve, in temu rečemo knjigovodstvo, prenesemo na avstrijsko firmo in kadar bi se to hoteli prodajati, naprimer se firmo potem proda in se namesto, da bi se to, kar ima skrito rezervo, recimo na nepremičnino, prodajalo se proda firmo in se potem v Avstriji doseže, če sem dobro razumela, obdavčitev do stopnje podjetja nula, in potem te dividende, ki jih avstrijska holding firma doseže, nakaže v Slovenijo slovenski družbi, ki je lastnica te avstrijske holding družbe, spet stopnje 0%. In v Sloveniji pa lahko rečem, je pa potem ta dividenda izvzeta, se pravi, do nivoja podjetja smo v tem primeru lahko na obdavčitvi 0%. Ja. So kakšni pogoji oziroma... Predvsem mora biti, da se naredi tudi kakšne tako prestrukturirane, da sem tudi kakšne ne samo davčne moduline, ampak kakšne ekonomske razloge, ampak se da narediti v takih primerih. Obstaja sodba Evropskega sodišča, obstaja sodbe, ki rečejo, da če se nekdo odloči za eno državo, iz davčnih razlogov. To še ne pomeni, da je to samo davčni motiv. Vsak ima pravico si izbrati, kje bo posloval. V takih transakcijah je samo pač pomembno, da se dati ten razlog, recimo, zakaj se to prenaša. Če lahko vzamem verjetno, treba delati po pameti. Se pravi, ne agresivno se izgledati, ampak pač pristopiti k temu. Za nekaj časa imamo še sicer mi v poslovnici več, mogoče samo, kaj mi šlo ima to za nepremičnine. Ne imam, to od vas se ukvarja recimo z gradnjo pa prodajo nepremičnin, recimo, da se skrbi en objekt, pa se ga pa naprej proda. Kot v tem primeru recimo zanimivo, če je na slovenska družba skrbi en objekt, stanovanjski objekt, za namene nadaljne prodaje. Skrbi pa proda ustvarjen dobiček in ta dobiček bo obdavčen 20% v Sloveniji, na ravni slovenske družbe. Je pa možno, da tako nepremičnino, držijem tujec, takrat, ko smo v Evropski uniji, lahko tudi tujci kupujejo nepremičnino v Avstriji. In če tak tujcec ima avstrijska GmbH, avstrijska TO, kupeno, oziroma pridobitko, ali sama lahko tudi zgradi tako nepremičnino, za namene, ki bo naprej prodala, pa teh nepremičnino se ponovati eno govoril predvsej velikih dobičkih, bi to lahko vodilo tega, da ta dobiček nikjer ne bo obdavčen. Če se mogoče gremo skozi, najprej začnemo v Sloveniji. Postavljate si primer, da ima na GmbH, na avstrijska GmbH, v lasti eno nepremičnino v Sloveniji. In to nepremičnino zdaj prodati, ustvariti dobiček. V Sloveniji pa nima nobene podružnice, nobene poslovne enote, to, o čemer je bilo prej govora, kaj pomeni poslovna enota, se pravi te avstrijske firme, da bi bila zavedena plačevati, ker sicer prodajanje nepremičnine v Sloveniji se gleda kot en dohodek poslovne enote ali podjetja v Sloveniji. In tak dohodek potem gre v prihodke in potem se za nabavno vrednost te prihodke zmanjšajo in ta dobiček je obdavčen. Če pa nima avstrijska firma nobene poslovne enote, potem pa dejansko po zakonu davku dohodka pravnih oseb ne zapade v obdavčitev. Zapade pod davek na promet nepremičnin 2%, če je čist nova, bi celo morda moral bi PDV. Se pravi, se poveže z to vprašanje z obveznostjo registracije za PDV v Sloveniji, ampak še vedno to na direktne davke nima vpliva. Se pravi, avstrijska družba, proda nepremičnino v Sloveniji, ne bo v Sloveniji obdavčena za ta dobiček. Kar v Avstriji, tako kot v Sloveniji velja tudi načela svetovnega dohodka, kar pomeni, da bo avstrijska družba obdavčena tudi za dohodke, ki je ustvarjena v Sloveniji, ampak tukaj je en sporazum spet med Avstrijo pa Slovenijo in ta sporazum reče, če ena avstrijska družba, rezident
Avstrije ustvari dohodke od prodaje nepremičnin, ki se nahajajo v Sloveniji in sme Slovenija obdavčati te dohodke, ta dobiček. V Avstriji bo pa ta dobiček izvzeti iz obdavčitve. Ne glede na to, da Slovenija dejansko ta dobiček sploh ne obdavča. Način. Ko se da, recimo, izigrati te lukne med različnimi davčnimi sistemi. Ja, tak. To mi je prišlo zdaj na pamet, to kot nekaj načina govoril. Kač pa... Še eno stvar. Da smo govorili skozi na nivoju družbenika, se pa ne da nič narediti, dokler smo rezidenti v Sloveniji. Zdaj pa ima obratna situacija, me zanima, jaz sem sodelovala z Nemci, eno knjigo smo napisali za nemško založbo, ali je v Avstriji enako, ker Nemčija tudi osebne družbe obravnava transparentno, tako kot Avstrija. Mi smo rekli, če ima osebna družba iz Nemčije podružnico v Sloveniji, bo ta podružnica plačala za ta dobiček, ki je v Sloveniji ustvarjen 20% slovenskega davka od dohodka pravnih oseb. Potem smo rekli, ker je podružnica ni davčnega odtegljaja za prenos dobička manj v Nemčijo, se pravi, končna obdavčitev v Sloveniji 20%, v Avstriji je družbenik fizična oseba, ima metodo izvzema, kar pomeni, da je 20% slovenskega davka od dohodka pravnih oseb končna obdavčitev za tega družbenika. Je to tudi v Avstriji? Kaj Avstrija pri teh sporazumih zasleduje? Avstrija spodbuja vse, da investirajo do prave dejavnosti v tujini. In Avstrija tudi ene sodišče za to vzhodno Evropo, za Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Slovaško, Češko, ki so ponavadi davčne stopnje veliko nižje. In kaj Avstrija naredi? Vsi tisti dohodki, ki so obdavčeni v teh tujih državah, ne obdavč več v Avstriji, zato ker s tem zmanjšuje konkurenčnost teh podjetij. Ker če imamo v Sloveniji 20% davčno stopnjo, nekdo in upravlja dejavnost prek te poslovne enote, ne bo še tej poslovne enote slovenski še 5% vzela v Avstriji, tako bo s tem zmanjševala konkurenčnost svojih podjetij. Tako tudi v teh primerih v fizičnih osebah, ki poslujejo prek poslovnih enot, prek osebnih družbah, slovenske osebnih družbi, ta dohodek, ki se pripiše tej osebni družbi v Sloveniji, v Avstriji ne bo več davčen. Zato, ker bo Avstrija bo tretirala to kot poslovno enoto teh fizične osebe v Sloveniji in bo vzela ta dohodek, da bo to fizično osebo ta 20% dal končni dohodek. To je v bistvu. Slovenija ima tukaj, se mi zdi, malo drugačen pristop. Slovenija poskuša tudi te slovenske investitorje, ki si poskušajo pač vstopati v tuje trge, tudi od teh čim več pobrati, kot se da. In te metode izvzetja nima tako veljavne, kot pa Avstrija. Tako da se velikrat zgodi, da se tisti dobički, ki se ustvarjajo v tujini, pošljajo v Sloveniji, za razliko od davčenja. Hvala.